Kje mora kolega? Doktor Lučkoš, bo doma z manjši. Super. No, v redu, ne. To je v redu. Transformativa, perspectiva. Smo? Lahko začnemo. Dober dan in lepo pozdravljeni kolegi, novinarji, novinarke, snemalne ekipe na današnji novinarski konferenci Zdravniške zbornice. Predstavili bomo stališče odbora za pravno etična vprašanja do predloga zakona o prostovoljnem končanju življenja. Z nami sta profesorica doktorica Bojana Bejevič, predsednica Zdravniške zbornice, in doktor Peter Golob, predsednik odbora za pravno etična vprašanja pri Zdravniški zbornici. Odbor je tudi oblikoval stališča, tako da za uvod prosim, doktor Golob, če predstavite stališča odbora za pravno etična vprašanja. Hvala. Odbor je na zadnji seji najprej zelo natančno preučil oceno Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije in se je v celoti strinjal z etično oceno zaskrbljenostjo komisije, ki ga je v tem svojem mnenju izrazila. V nadaljevanju pa je odbor izpostavil še dve zelo pomembni vprašanji, ki se tičeta zdravništva. Eno je vprašanje, kako se poskuša z predlogom zakona vzpostaviti poklicno dolžnost zdravnika sodelovati v postopkih pomoči pri končanju življenja. Odbor ob tem opozarja, da do sedaj ne v Sloveniji, ne v svetu na ravni zakona niso bile določene poklicne dolžnosti našega poklica in da je to unikum in prvo tako dejanje, žal ravno v zvezi z pomočjo pri samomorom in eutanaziji, kar odbor razume kot neko vrste prisilo poklica, če bi do tega dejansko prišlo. Izhod iz te poklicne dolžnosti po zakonu bi naj bil ugovor vesti. Ob tem odbor seveda ravno tako opozarja, da se ugovor vesti v zdravništvu uporablja za dejanja, ki so skladna s poklicno dolžnostjo in potrebna, pa jih zdravnik ne želi upravljati. V primeru eutanazije in pomoči pri samomoru ne moremo govoriti, da gre za ravnanja, ki so skladna z pravili stroke ali s poklicno dolžnostjo in tudi ne, da so potrebna. Opozarjamo, da so kot razlogi za prošnjo za pomoč pri končanju ali življenja, bodisi z pomočjo pri samomoru ali evtanazijo, navedena tudi stanja, ki potrebujejo tehtanje, da pa o teh tehtanjih lahko odločajo samo osebe, ki ne nasprotujejo takemu zakonu, kar je približno enak etičen zdrs, kot če bi potem sodelovali samo osebe, ki nasprotujejo takim ravnanjem, ker neka vsebinska presoja bo zelo težka, istočasno pa so osebe, ki so kompetentno odločati o nekih stanjih, zaradi svojega morebitnega stališča, pa ni nujno prav vezano na sami akt, ampak na postopek, kako se do njega pride, izključene iz odločanja in s tem tudi njihova poklicna kompetentnost na neko mero zamejena. Najlepša hvala za začetek, za uvod. Zdaj pa prosim še profesorico doktorico Bojano Bejevič, da tudi poda stališče v imenu Zdravniške zbornice zdravništva. Torej, tisto, o čemer razpravljamo zdravniki v povezavi z aktivnim pomoči pri končanju življenja, so zlasti ti zdravniški aspekti, kje je vloga zdravnika v takem procesu, bodisi glede na predlagani osnutek zakona, bodisi na načelni ravni.
kjer zdravniki seveda ne želimo in ne moremo biti vpleteni kot obveza v nekaj, s čimer se tudi strokovno ne strinjamo. Namreč lahko gre za situacijo, kjer bi stroka lahko ponudila drugačno zdravljenje, drugačno lajšanje težav. Zakon predvideva, da bi moralo to biti subjektivno sprejemljivo za bolnika. Seveda tisto drugi del, o čemer se tudi pogovarjamo in se bomo še v prihodnjih tednih, pa so opozorila zdravniške stroke splošni javnosti. Kaj vse se lahko v povezavi s tem zakonom zgodi. Mislim, da smo zdravniki, ker poznamo situacije trpljenja in umiranja, dolžni javnost seznaniti z vsemi temi možnimi odkloni. Tukaj spet gre za neke odklone, ki so se recimo že zgodili v zgodovini in so povsod nekje pričakovani. Potem pa gre še za neko specifiko slovenske družbe, ki ljudem zaenkrat ne more ponuditi v resnici paliativne oskrbe, ki deluje mogoče na 1/3 tega, kar bi v resnici potrebovali, čeprav je v osnutku zakona zapisano, da mora zdravnik to bolniku ponuditi, ampak v dejanskih slovenskih razmerah mu ne more, ker ta služba še ne obstaja v takem obsegu. Potem je seveda ta odnos do starejših ljudi in do ljudi, ki niso več sposobni tudi iz drugih razlogov skrbeti zase. Kot veste, pri nas vendarle nimamo dobro organizirane dolgotrajne oskrbe. To je velik problem konkretno slovenskih bolnišnic. Starejši ljudje so sprejeti zaradi ene akutne situacije v bolnišnico, potem pa seveda ne morejo več nikamor, čeprav so to akutno fazo preživeli. Ni prostora v domu, ni sredstev, svojci niso sposobni za njih skrbeti. Skratka, to so vse posebne situacije slovenske družbe, ki so precej drugačne od bogatejših držav, kjer je taka zakonodaja, sicer na drugačen način, ampak vendarle uveljavljena. In te tako imenovane indikacije, se pravi nabor situacij, v katerih je človek upravičen do take prošnje, so v osnutku zakona naštete zelo, zelo na široko in v bistvu vključujejo tudi situacije, ki so v resnici socialne stiske, ki bi jih morala reševati družba. To so različni pač pomisleki, tudi glede recimo tega, kdo o tem odloča. Na eni strani seveda je razumljivo, da tukaj ne morejo biti zdravniki edini, ki odločajo. Zlasti očitno glede na osnutek zakona ne v naši družbi. Na Nizozemskem recimo je zdravnik tisti, ki to odloči ali ne, in potem seveda, če to izvrši, mora stati za tem, da je bil postopek upravičen. Pri nas predlagatelji želijo nekje zmanjšati vlogo zdravnika, po svoje je to razumljivo, ker v življenju pač odločamo ljudje, ne samo zdravniki, ampak po drugi strani tisto vedenje o nekem objektivnem trpljenju, nekem objektivni slabi prognozi ima pa vendarle zdravnik in tukaj v bistvu po tem predlogu je lahko pride do nekega, da tako rečem, preglasovanja te družboslovne smeri, kar spet lahko do neke mere torej razširi indikacije, da tako rečem, pač dopusti, da se to zgodi tudi nekomu, ki bi imel recimo neko drugo prognozo. In seveda avtonomnost ni avtonomnost do bolnika, ampak je to do zdravnika, ki mu recimo avtonomnost krši, ampak tukaj pravzaprav tudi druge stroke vstopajo v to bolnikovo avtonomnost, ko zaprosi za postopek. Najlepša hvala, zdaj pa sta oba govorca na voljo za vprašanja, tako da kar vas. Helena Ponudnič, Televizija Slovenija. Torej, kot predlagatelji zakona pravijo, šlo bi za, 2-3 stalni mobilni ekipi in zato govora vesti ni za pričakovati, Torej, kaj to tukaj karkoli spremeni pogled stroke, glede na to, da bi šlo verjetno za
neke stalne izvajalce oziroma ki bi pač seveda imeli neke svoje probleme v nekem okolju, ampak kaj pa glede tega, da če bi bilo to pač kot neke stalne ekipe, kot se je zdaj napovedovalo? To je, ne vem, v osnutku zakona, kot ga poznamo. Ja, prvotno, potem pa so se družinski zdravniki in vsi ostali, da pač ne bi potrebujejo pač usposabljanje, karkoli in da pač tega ne bi želel početi vsak. Potem so tole nekako revidirali in rekli, ja, to bodo stalne ekipe, zato pač ne pričakujemo ugovora vesti. No, to je v bistvu novo, ne vem, če vi mogoče poznate. Jaz bi samo upozoril, da dostikrat je treba preveriti, kaj piše v zakonu in kaj nekdo pravi, da piše v zakonu. To je prva taka osnovna ugotovitev. Zelo verjetno, če bi bil zakon sprejet, bi takšna rešitev bila potrebna, ne, ker kolikor nekako poznamo vid v duha kolegov, je kar dosti skrbi, zaskrbljenosti v zvezi z tem vprašanjem in rešitvami v tem zakonu. Ne spremeni pa temeljne premise. V zakonu piše, da je to poklicna dolžnost ne zdravnikov samo, ampak tudi izrecno so našteti zdravniki v nadaljevanju, ampak poklicna dolžnost zdravstvenega osebja oziroma zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. To je nekaj, kar je po mojem v nasprotju s tem, kar je dejansko resnica v tem vprašanju. Take poklicne dolžnosti ni in ne obstaja. Lahko je prepričanje posameznika, ki bi potem sodeloval v takem timu, da je pa to neka splošna poklicna dolžnost, ki bi jo zdravnik moral slediti, pa ni. Zato je toliko bolj nesprejemljivo na svoj način, da se je poskušal uvesti zakonom kot edino poklicno dolžnost, tudi na ravni edine dolžnosti, ne samo edine poklicne dolžnosti, je to vprašanje zelo sporno oziroma nesprejemljivo za zdravništvo. Zdaj je po revidiranem predlogu, potem družinski zdravnik podaja le še mnenje. Družinski zdravnik z temi besedami ni omenjen, omenjen je lečeči zdravnik, ki je v bistvu vsak zdravnik, ki obravnava pacienta in se z njim sreča, kot ta izrazi željo po pomoči pri končanju življenja. Predvideva se, da v veliko primerih bo to prav družinski zdravnik, lahko je tudi zdravnik v bolnišnici ali druge, ker se takšen pacient oziroma takšna oseba najde. Brez njega pa nekako postopka ni možno začeti. Problematičen je v tem, da je ta isti obvezan čez določen čas pacienta poiskati in ga ponovno vpraša, če še želi to nadaljevati. Ni neka želja ali gon pacienta, da bo zasledoval ta svoj cilj in bo prišel še enkrat in še enkrat vprašal.